O, ljubavi moja. Ja, koliko dolgo se nisva videla, ti se tudi nisi nič spremenil. Mlajša sva, lepša Ne, sva. kako pravijo, nekoč smo bili mladi in lepi, zdaj smo samo lepi. Nekoč je ena mlada dama rekla, nekoč smo bili mladi in lepi, zdaj smo samo še lepi. In v čast mi je, da predstavljam lepo, nadarjeno. Skoraj sem malo zaljubljen, mogoče v njo, v njeno pojavo. Dame in gospodje, Azra Širovnik. A dovoliš, da rečem zaljubljen? Zakaj pa ne? Saj to je že energija, ki traja 30 let. Ja. Rekel si, da ne smem povedati. Koliko sva, Zdaj smo samo lepi, ne? Torej lahko rečem. A veš, meni se zdi užitek tudi te moje starosti, se mi zdi ravno v tem, da imam to neko zgodovinsko distanco, ne, da na koncu koncev lahko rečem za Azro Širovnik, ne, jaz sem takrat se zaljubil v tvojo knjigo, jaz mislim, da je ta knjiga meni, ne bom rekel spremenila življenja, ker ni imela kaj spreminjati, ampak na novo redefinirala neke moje vrednote, neke moje razmišljanja. Meni se je zdelo, da nobenega branja pred to tvojo knjigo nisem tako intenzivno čutil, nisem tako not padel. Jaz sem hlastal za naslednjo stranjo, ne. Meni se je zdelo, da sem eno drugačno strast začutil skozi to knjigo, ne. In to, da jaz rečem, da sva pred 30 leti, ne, o tem govorila prvič, da sem prvič te spoznal, da sem imel to priložnost, da sem delal skupaj s tabo. Meni se to zdi noro, da je zdaj ta 30-letna distanca, ne, da je ta zgodovina najina. Čeprav se vmes nisva videvala, nisva se družila, nisva prijateljevala, ampak se mi zdi, da je bila včeraj zraven mene. To je energija, to so energije in zdaj, ko o teh energijah vemo več, mi smo bili takrat pionirji, jaz sem bila tako osamljena in pol mi je življenje tebe vrglo v naročje, ko si rekel, če pridem na televizijo delati, sem rekla, Mark, jaz ne znam, nikoli nisem bila, kako čem tremo bom imela, ne, ti boš. Pa sem rekla, pa tu so same mlade lepe punce, si rekel, veš kaj si rekel? Ti si rekel, ampak ti si Azra Širovnik. A se ti zdi, da si doživela, a vidiš, no? Ne, prvič sem razumela, jaz sem bila takrat 40 let, 34, ko sem to knjigo napisala. In je res nastala v enem takem, kako bi človek rekel, nezavednem stanju mogoče, ne. Ampak nikoli se nisem identificirala z neko svojo slavo tem, dokler ti nisi rekel, ti si Azra Širovnik, popolnoma vseeno, koliko si stara in kako izgledaš. In jaz sem prvič razumela, ta knjiga je neko ime meni naredila in jaz lahko sem zdaj to, kar sem, v bistvu si potrdil. Tako da vedno sem imela globok, zelo hitro konekcijo, s tabo nikoli nismo dolgo razpravljali, midva sva se hitro zmenila v sekundi in v bistvu si veliko takrat za mene naredil, jaz sem glih iz Holandije prišla, bila sem malo negotova, ker take tekste in take knjige, ki sem jaz pisala, še do danes nihče ni, recimo Bog ima živce, tudi roman, danes si ga ne bi upala narediti, a ti povem po pravici. Ampak zakaj? Ne vem, ali si starejši, pa malo pametnejši, pa zrelejši, zdajle pišem drugačne vrste knjige, pa spet upam vse povedati, ampak kakšna sila je bila v tej Azri. V tej Azri Širovnikovi. V tej Azri, ta se ni bala nič, riskirala je čisto vse, mislim, neverjetno. In taki ljudje, kot si ti bil, kot si brez vas, jaz ne vem, če bi... Ja, pogum ste mi dali podporo in jaz sem se obdala z enim zidom nedotakljivosti, tako da sem upala veliko. Greva čisto na začetek, ne. Ta Azra se mi zdi, da ima že ta ime, da ti je že v zibko tako dan ta neka moč, neka, a veš, tako se mi zdi, da je ta Balkan tako čuteč, tako intenziven v vsemu čutenju, ali ljubezni, ali bolečine, ali neke patnje, ne. Intenziven je, ne. Intenziven, ne. A ti veš, kaj to ime pomeni? Ne. Azra pomeni
zvezdo Danico, to zvezdo, ki luno spremlja, ki je Venera v bistvu, ne? In pomeni zvestobo, nedolžnost in čistoto. In jaz ne vem, a ime določa karakter ali ima neki, ampak dejansko sem in v prijateljstvu in v vseh svojih zadevah, vse sebi, svojemu resnicoljubnosti sem zvesta, je ta zvestoba sestavni del mojega karakterja. In pač verjetno te res z neko, ne vem, niti ne vem, a je to pravičnost, recimo, da je to moja pravičnost, moja tenkočutnost, ki te naredi tako občutljivo, da na vsako umazanijo reagiraš. In zaznaš jo, drugače ne bi mogel zaznati. Zato pač verjetno pišem tako, kakor pišem. Ker se na nek način odslikavam vse, kar mene moti in kar jaz sem ocenjevala skozi svoje življenje za umazano, nevredno človeka in v neki borbi za človeško dostojanstvo. Tako da ja, hiperobčutljiva sem bila in še vedno sem. Ampak a ti je bilo težko kdaj ti prideš, kdaj ti prideš v Slovenijo? Pred Holandijo si ti že bila v Sloveniji? Jaz sem z 18 leti, v bistvu 19 prišla študirati ekonomijo v Ljubljano. In tam spoznala Janeza? In tam spoznala Janeza 20. oktobra 1973. To se mi zdi, da vem, saj bova kasneje govorila tudi o Janezu, ampak tako se mi zdi, da je že tle malo romantično, da je Azra našla svojega Janeza. Zanimivo, jaz bi mogla v Zagreb iti. In oče moj je doktor književnosti bil in je doktoriral na zagrebški filozofski fakulteti in dekan takratne fakultete je rekel, absolutno, profesor Bukič, vaša hčerka je zelo talentirana, mora priti k nam. In jaz sem šla to poletje na morje in spoznala sem neke študente, naše Banjalučane, ki so v Ljubljani študirali in tako so se mi zdeli odprti, široki, čist neki avantgarda. In so rekli, da študirajo v Ljubljani, da je to mala Švica v Jugoslaviji, ne vem kaj. Pa jaz pridem domov in rečem očetu in mami, jaz bi šla rada, pa je vse bilo zmenjeno, oče je katedro dobil, stanovanje trosobno v Zagrebu, vse. Jaz bi šla študirati v Ljubljano na mesto Zagreb. In sem rekla, to bo oče sigurno rekel, ni teorije, ker sem bila zelo pod kontrolo, sem 0:0 domov mogla iti in to sem rekla, kje bo on mene pustil? Samo v Švico. In je zagledal se vam in je rekel, ti to resno misliš? Sem rekla, ja, pa prav ti veš, da oni govorijo drugi jezik. Sem rekla, ja, vem. Pa moja mama je rekla, če že gre od doma, najbolj, da gre v Slovenijo. Jaz tako ljubim Slovenijo in vse slovenske električne aparate. Tako, v redu, bravo. Oni so natančni, oni so pošteni, jaz pa jo gledam in pročim, kaj bi študirala, glede na to, da ne moreš, ne znaš jezika. Pa sem rekla, zdaj je pravo in ekonomija in pravo mi se ne ljub, ker jaz štrebace ne znam, ekonomija logična, bom pa kar ekonomijo upisala. Pazi zdaj to, ekonomija je vedno bil sprejemni izpit do takrat. In nisem vedela, kako bom sprejemne izpite naredila. 2 dni sem imela še rok. Jaz sem telefonirala na fakulteto, so rekli, v ponedeljek je zadnji vpisni dan. In torej, to je bil petek. In jaz sem v soboto kupila karte za avtobus, sva šla z očetom. Sem rekla, kaj pa sprejemni? Letos jih pa ni. Pa so jih spet uvedli. Sam tebe so počakali. Torej, usojeno je bilo. To ne moreš. Ja, absolutno. Daj me peleš, mi se zdaj o Banjaluki, o Bosni pogovarjamo z enim strahom, z eno tempirano bombo, z nekimi nacionalističnimi idejami, nekimi bolečinami preteklosti, ne samo te zadnje vojne, ampak tako, kako ti vidiš to situacijo? Kako se ti zdi, da je Banjaluka ali pa Bosna takrat na 18 let staro deklico delovala? Kako si doživljala potem med vojno? In na kakšen način, kako jo gledaš danes? A imaš eno bolečino do tega? Pravzaprav zdaj res te distance lahko, takrat sem zelo čustveno, tisti roman Bog ima živce na to temo napisan.
To je grozljiv šok, odraščaš v eni državi, ki smo vsi en narod. Mi smo celo imeli, tretji razred gimnazije smo imeli popis prebivalstva, kaj smo po narodnosti. In gimnazija, to je bila banjaluška gimnazija, elitna gimnazija v celi bivši Jugoslaviji. 8. beograjska je bila tako visoko tretirana in kotirana kot banjaluška gimnazija. In potem mi nismo vedeli, kdo je Srbin, kdo je Hrvat, nič nismo vedeli. V resnici, popis gimnazijci 3. letnika, elitni intelektualci niso vedeli, kaj so. In profesorica geografije, ona je bila Beograjčanka, ki je prišla s poroko v Banja Luko in je jokala. Je rekla, uklali smo se toliko let nazaj, vi pa ne veste, in prav to je prihodnost, da naša elita intelektualna ne ve, kaj je. In prav, ampak izpolniti moramo in smo šli domov vprašati starše in zdaj jaz pridem domov. Mama, kaj smo mi? Pa kaj pa jaz vem? Srbin, Hrvat, ma piš, kaj hočeš, čisto vse. Taka atmosfera je bila, ko sem jaz odraščala. Zdaj, a je to mi smo imeli en teden latinico, en teden čirilico. Meni je nepojmljivo bilo, da nekdo ne zna brati čirilico, tudi v Grčiji, koliko mi je prav prišla, recimo. Janez ni vedel, jaz sem povedala. Mi bili smo vzgajani, da je religija privatna zadeva in tudi te religije, posebej tudi muslimanska, je spravljena na nivo filozofije. Ker jaz ne vem, ti si še takrat otrok bil, ampak vera se ni smela izpostavljati tako očitno, ker je komunizem bil intimno in je šla na nivo filozofije, kao iste vrednote, ki je komunizem nam vcepljal, ki smo jih imeli v šoli, je religija tudi. In jaz, ki sem hotela iti v šolo religijsko, moj oče je bil komunist, mama pravi, si ti normalna? Jaz se že ne bom upisala, prav, da se tam učiš tisto na pamet, pa da te tepe, če ne znaš, kaj je šibo po prstih. Pa oče, prav, kaj ti je to treba, svoboden? Torej, jaz sem iskala, prisiljena iskati Boga ali prepoznavati Boga čisto takole volontersko. Nisem imela te vzgoje, ne. Zdaj pa drugi otroci tudi ne. In mi smo se res radi imeli. Nihče ni vedel, kdo je kdo. Imena, mislim... A te priimk, ki nas so pol učili po vojni, da iz priimka... Se vidi. Glej, moj priimek je očetov Bukič, mamini, mamini so Smajlagiči, to so Age, očetovi so bili Begovi, ne, oziroma po mamini strani. Moja stara mama je bila iz aristokratske begovske familije, Age so bili fevdalci. To se tebi še danes vidi? Ta del se tebi še danes vidi? Pa čakaj, veš kaj, če te vzgajajo, ampak nisi smel govoriti takrat, ne, o tem. In moj oče je pa Bukič, to je mož od moje stare mame, je bil iz Budima, iz Madžarske. Torej, mi imamo veliko različne krvi glede tudi na te vojne, ki so bile. Jaz, ki se razjezim, rečem, meni je sigurno kakšen gen Džingiskana ostal, ki se me vsi ustrašijo. Hočem reči, ti smo res vzgajali v eni atmosferi ljubezni in topline. Učiteljice so bile tople. Nismo imeli nobenih problemov. Recimo Janez prav do osnovne šole je zakazan, ker jezika učiteljici ni šel na izlet. Krut sistem v primerjavi z banjaluško šolo, ko so nam bile učiteljice k mame. In sosedje k mame. Soseda je bila Hrvatica, je bila Srbkinja, če ona spekla kolač, vsi otroci, nisi bil sam, mame so bile v službi, kakšne ženske so bile doma. Pridi, naredila sem to, kolač imam, mi smo bili djeca vseh. Ampak, Azra... In nisi, kaj je ta vojna prišla, jaz sem doživela šok in, ja. Ampak kaj je šlo narobe? Narobe je šlo, to, ker danes gre narobe. Danes se sprenevedati, da ne vemo, kdo dela vojne, zakaj dela vojne, to je pa res. Šlo je narobe, da ti lahko, glih zato sem Bogima živce napisala, ti lahko med ljubečima zakoncema, ki se strašno imata rada, en stavek, dvoma ali ne vem česa, prebudi v človeku ego. Torej, ti narediti vojno med ljudmi, to je zelo enostavno. Poslušaj, pa elite politične, ki vodijo ta svet, oni imajo trume in trume najboljših psihologov. Množica,
manipulacije, kako se manipulira z nožico, pa to otrok zna narediti, v osnovni šoli lahko skrega par otrok med sabo. Torej, če ti imaš interes, da narediš, neko, Palestino, Gazo, ne vem, da je 50 let vojna, ti boš vedno malo ogenj Skozi malo kuro. skozi malo kuro. To ti je zdajle z Bosno isto. Isto. In jaz sem se spraševala, ta Bosna, kdor je šel skozi njo, vedno je bil lepo sprejet. Od Kulina Bana, od ne vem česa, to je bil en miroljuben narod. Hoteli so to Bosno zadržati. Pol so prišli Turki, pa so sprejeli Turke. Pa so prišli Avstro-Ogrci, pa so sprejeli Turke. Pa, mislim, Avstro-Ogrci. Pa so bili, Židje iz Španije, takrat proterani, ne vem, kako se to reče v slovenščini, preganjani. izgnani, in Bosna jih je sprejela. Mislim, ena taka miroljubna, v bistvu, narod je miroljuben, ne glede na kateri religiji pripada. Oni stoletja živijo skupaj. Toliko modrosti, toliko ene posebej te karme in groženj je tam, ker je skozi krvavi. Skozi celo zgodovino Bosna krvavi. In prav Bosna krvavi. In jaz ne vem, kdo, a imamo mi kakšne take bogate zaloge, ne vem česa, da edino mi ne vemo, zakaj se skozi tam neti ta ogenj. In skozi je tam, pa je pač to dejstvo, ne. Nekomu je v interesu, da je glih Bosna ta. Ampak, okej, se strinjam, prepir lahko zaneteš v razredu, zato ne rabiš doktorske znanosti, če pa zraven dodaš še Če doktorsko gumi znanost. daš 2 otroka, Ja. tretjemu ne daš, pa že imaš, ali pa Ampak kinder jajček. Ti se boš spomnila, a se spomniš tistega enega para, ki je po moje cel svet govoril ona je bila Bošnjakinja, on je bil Hrvat ali glih obratno in onadva sta pol tam umrla in rekli so, da je to bila zgodba Bosne takrat, da onadva preprosto nista mogla več vsak na svojemu koncu Mostarja. A v vojni? Ja, ne, da je to bil en tak, ko se je pokazal, ne, ljubezen, ki jo je dala narazen, zato ker sta pripadala dvema različnima. A misliš, da se je to res na nivoju teh vas do vas? Ne. Glej, to je stvar, razvitosti posameznika. Tisti, ki zanetijo vojne, ali pa recimo jaz, kako sem vzgajana, jaz sem vzgajana, da ocenjujem ljudi tako, kot jih Bog ocenjuje. Delim samo na 2 vrste ljudi, dobre in slabe. Nikoli nisem vzgajana, da bi po barvi kože, da bi kakršnakoli manipulacija, bila imela vpliv nad mano. In tako sem tudi svoje otroke in tudi Bog ima živce zelo poudarjam. Vzgojila bom tako svoje otroke, da nihče ne bo mogel manipulirati z njimi, da sovražijo človeka. Ampak to so eni ljudje. Ti preproste ljudi zlahka prepričaš. To je tradicija. Pazi, do 2. svetovne vojne so religija imela izredno močen vpliv v Bosni, v celi Jugoslaviji, tudi v Sloveniji. Jaz ti povem, ker sem prišel študirati v Slovenijo, katoliška vera je imela večjo moč tukaj kot v Bosni. V Bosni niso imeli ne katoliška, ne srbska, ne muslimanska, inštitucija tako moč, kot je recimo V Sloveniji. v Sloveniji. Ker to so oni umetno verjetno in zdaj na vaseh normalno, da je bilo bolj izrazito kot v mestu. Jaz sem mestni otrok, jaz ne vem, kako je. Predpostavljam pa, bolj nižji sloj si po izobrazbi, po materialnem stanju lažje si dovzeten za vse Vodljiv, manipulacije, vodljiv, seveda. Razen tega tradicija v teh manjših sredinah, ke se vsi poznajo, pa ke je 5 družin ali pa 5 priimkov ali pa 12, je močnejša. V mestu se to porazgubi, tako da je to zelo možno, da je to lahko vplivalo. Mislim, mene osebno, mene lahko od mojega moža loči samo to, da se on meni osebno zameri. Ne more mi se pa, ali pa da, če bi izvedela, da je vojna, pa da je v vojni zverstva delo, da se mi kot človek nekdo zagnus.
takrat, da pa bi se zaradi tega, ker je politika prišla tako, pa prej bi umrla, predno bi se odpovedala človeku, ki je čist, pa nedolžen, pa nič kriv. Ljudje so si izmislili gluposti, ne ljudje. Oni, ker pač, glej, vojne so bile tudi pred religijami, da se mi razumemo. To ni vojna zaradi samo je religija izmišljena kot razlog, ker se tle ljudje identificirajo emotivno in pripadnost, ljudje se hočejo nekje pripadati, se bolj varno počutijo in potem ta grupa, to pleme te ne pusti, da izstopaš, verjetno. Ampak religija, tu se bo strinjala, ne? Da je religija neki zelo močen To je politika, pa to so politične, to so najdaljše in najmočnejše politične stranke. Katoliška 2000, muslimanska 1500, židje so že še starejši. Mislim, to je čudovit, zelo easy sistem za manipulacijo. Mislim. Barva kože tudi, pa še manj, religija bolj. Ker vsak pameten človek, ki ima malo logike, minus 0 logike, kako lahko 3 bogovi vladajo svetu. Torej, Koran striktno priznava in Toro, in Biblijo, in Koran, in samo dopoljuje zadeve. Torej, zakaj? Če je eden Bog. Pa zdaj mu še niti Bog več nočejo reči, vsi, ki nočejo biti religiozni, kar delajo sebi škodo, ker mi potrebujemo povezavo s stvarstvom, z energijo. Brez tega živeti ne moreš v bistvu. Ampak ne religijsko pripadanje. Ker zakaj bi nekdo... Ampak hočem reči, to je pač politična struja in to so politične stranke, najmočnejše in uspevajo pač. Ne? Ampak a nam je lažje razumeti skozi ta navodila ali pa pravila igre? Ne? Jaz mirom rečem, jaz 10 božjih zapovedi živim. Ne zato, ker mi jih je cerkev dala ali pa zakazala, ne? Ampak jih živim. Ne? Ker je to znotraj mojih nekih meril ali pa pravil igre, ne? V moji glavi. Ne rabim zapovedi. Ampak nekaterim ljudem je pa verjetno lažje, če jih nekdo vodi. Pa, glej, množico se da voditi. Množica je pač nevarna. Posameznik ni nevaren, množica pa je. Torej, kaj je množica, pa kdo je množica? Saj to se vse ve, a ne? Torej, zelo preprosto. Vzemi TikTok, otroke vzgajaš, danes ti 10-letne punčke se slačijo, slikajo ritke tam na plažah, na Tenerifih, vidim tangice. Otroci, prijateljica slika na TikTok. Mislim, kaj pa je to drugega, kot vzgajanje množice? Mogoče zdaj ne bojo religije, te, ki bojo razlog za vojne, ampak je pa individualizacija. Ker če ti imaš individualno osebo in ji zmelješ psiho od 10. leta naprej, ti ne rabiš nič, niti orožja, nič, ti samomore delajo. Umore delajo, nagovarjajo, da ubijajo starše, da jim vino pol vzamejo pa delijo. Mislim, jaz koliko spremljam zaradi vnuki, drugače jaz bi bila popolnoma analfabet na to temo, ker mene to ne zanima, to ni moj poligon interesovanja. Ampak dejansko z ljudmi se je vedno manipuliralo, z množicami in se bo vedno manipuliralo. In manipuliraš z množicami, zato ker si manjšina in elita in hočeš voditi svet. Torej, eni se radi igrajo bogove na zemlji in zato gre. In samo zato gre. Samo zato gre. Ampak v resnici je pa najpomembnejša ljubezen. A se strinjaš? Absolutno. Zdaj sva šla tako, ampak sem ful vesel, da te slišim razmišljati. Sem šla v take teme in ful sem vesel, da sem slišal tvoje mnenje, ampak ljubezen. Glej, tako kot si prej rekel vrednote, jaz verjamem, da človek ima znotraj sebe ta sistem, ki se čuti. Ker recimo ti, ki sem gledala te filme, pa te post-travme, ki so imeli vojaki v Vietnamu. Oni so noreli, recimo, ki so prišli v starejša leta, se jim je zmešali in ne vem. Torej, oni so očitno vsi imeli najbolj okoreli morilci ta neki nagon primarni, ki je čist, da je v človeku neka čistota. Kot je Tesla rekel, da je vse energija,
vibracija, frekvenca, ampak da je jedro energije, najmočnejše, najbolj bleščeče, ljubezen in da je to Bog. Jaz verjamem, da je ljubezen kot univerzalna energija najbolj pomembna. Ker v bistvu vsi mi se premikamo skozi nekega nezavednega stanja, ke dobivaš iz okolja pač, kar dobivaš. Eni dobivajo ljubezen, eni dobivajo klofute, eni dobivajo ponižanje, vse sorte je v otroštvu. In pol prideš do nekih let, ke moraš očistiti se tega, če imaš tisto zdravi del večji kot bolani, da premaga. In v bistvu vsak hrepeni po tej ljubezni, da da in dobi. In ti se najbolj učiš ljubezni, ko daješ. Ker ne moreš se, jaz saj za sebe lahko rečem, ko sem otroke rodila, prej mi je vedno nekaj falilo. Sem imela vse, ampak mi je skozi nekaj falilo. Pa sem dobro študij delala, pa sem imela takoj ljubev svojega življenja z 20 leti, to je z Janezom bila res neka nenaravna energija, božanska, ke to ni človeška oblika naveze bila. Ampak dolg čas mi je bilo, vsepovsod mi je bilo dolg čas. Na morju, na Lošinju dolg čas, zvečer v disko dolg čas. Ke sem pa otroke rodila, pa ke sem noseča bila, pa sem imela občutek, da nekaj pomembnega se dogaja, da nekaj prerasta to, kar sem jaz prej bila, ne. In pol pa prvi otrok se rodi in pol sem nekako, kot bi se šminkala. Jaz zdaj sem mama, pa imam to. Ke pa se je drugi rodil, čisto kavboj po svoje, ke je pravila obrnil cele družine na glavo. In ti, zadnjič sem prebrala en čudovit stavek, pravi jaz, ne vem, mama, otrok, pa na koncu se konča, jaz sem samo za tebe tvoja mama, ti si pa za mene revolucija. Da se razvijaš skozi to čustvo. Zdaj pa jaz ne vem, kakšna mama bi jaz bila, če ne bi tako noro bila zaljubljena v svojega Janeza. No, ampak saj glih to te hočem peljati, a ne. Jaz se spomnim, da ko sem jaz začel gruntati, kdo je zdaj ta Azra, ki je napisala to knjigo, je potem ena prijateljica imela eno prijateljico, ki je povedala, da to je pa ena Azra, ke jo je pa Bog skozi ta velika vrata pogledal, če sva glih pri temu, ne, ko ji je v življenje pripeljal Janeza, ne. In da so ženske se pogovarjale o tem takrat, verjetno se kdo tudi danes, a ne, sploh skozi to prizmo, da Janeza ni več med nami, a ne. A si ti razumela ta odnos z Janezom kot nekaj ultimativnega? Ja, Ampak ja. A res lahko, a ne, pri 20 Ja, razumeš? lahko. Oprosti, ke te tako hitro prekinjam, ampak berem te zdajle floskule, prvo ljubi sebe, pa kaj je to ljubav, pa moraš se učiti, pa ne čakaj svojega človeka, vzpostavi zvezo, vse to se drži. Ampak jaz imam drugačno izkušnjo. Jaz sem, mogoče sem bila vedno malo nenavadna za svoje okolje, ker mene te prozaične stvari, ke so zanimale naše gimnazijce, house bali, disko klubovi, flirtanje, meni je to bilo na smrt dolgočasno in prozaično. Jaz sem vedno hotela velike stvari in sem brala velike romane in sem želela nekaj posebnega in sem čutila v sebi energijo, torej, kot če imaš 10 propelorjev, pa okolje od tebe samo en uporablja. Jaz sem računala in verjela, da obstaja neka energija, ke bo lahko mojo energijo srečala in posrkala. Ker v bistvu mi se vsi hočemo samo realizirati. Ne da drugemu karkoli, mene drugi itak nikoli niso nič zanimali, itak me je še Zrinko Tutič, če je bil moj kolega v gimnaziji, in je rekel, ona je čista umetnica, rožice nabira, druga dekleta pa fante gledajo. Mislim, jaz sem vedno živela v svojem svetu in jaz sem vedela, kaj hočem. Okej. Jaz sem hotela enakovredno energijo. Okej. Nisem hotela nič manj, kot lahko dam. In jaz sem bila luštna punca
In sem imela veliko šanse, so bili od očeta vsi študentje zaljubljeni vame v gimnaziji, še zadnjič, ko smo tako že vsi v teh letih so rekli, vedno si držala glavo gor, glih Janeza si mogla iti iskat, mi nismo bili dovolj dobri. Ne, sem rekla, vsi ste ločili, jaz sem že takrat vedela, da z vami po trikrat so se poročali. Sem rekla, jaz sem že takrat v gimnaziji vedela, da boste vi tako živeli in to delali. Imam pač talent za detektiranje psihologije ljudi. Jaz človeka vidim, 2 stavka reče, jaz mu zmerim, točno vem, s kom imam opravka in kaj z njim lahko naredim. In ko sem jaz Janeza prvič videla njegove oči, jaz sem se, s prijateljico sva se smejala, jaz sem vedno, pač sem iz Banja Luke in pri nas so moški temnolasi. In jaz, ideal mojega moškega, normalno temnolasec, ne. Valjda. In mi sedimo v prvi klopi, Ribnikar je, doktor Ribnikar je imel bančništvo in jaz se obrnem in pravim, bože, koliko je tle lepih fantov, Vida je bilo ime tej moji prijateljici, sem rekla, škoda, da so vsi blond. Sem rekla, daj enega bom izbrala za svojo sestro, ona ima rada blond fante. Jaz pa temnolase, ne. In se obrnem in medve gledava in jaz se začnem smejati, ne vem, kar naenkrat mi je bilo nekaj se takrat jaz skozi smešno, ne. In ona se začne smejati in Ribnikar se ustavi, ne. Ko sem rekla, zdaj, ko so se obrnili vsi v naju gledajo, lahko izbirava. In pol sva se začeli smejati in pol pa on je utihnil, profesor, da se medve nehava groziti. Ja. In jaz gledam mene velike oči, resne, take, ko me gledajo. In jaz rečem, malo očita, malo je pa nekaj drugega, malo, to je bilo tako, v jugoslovanskem jeziku, jugoslovanskem obstaja beseda nemušti jezik. To je jezik ke se, Samo ni povežeš. telepatski, to je, ke se z očmi pogovarjaš, Ja. no. In midva z Janezom sva to in jaz sem rekla, to je inteligenca, veš, inteligenca je pač moj afrodiziak, Mark. Zato sva toliko časa lahko prijatelja v globino, pa brez rezerve. Jaz padam na inteligenco, mene drugo ne more pač to. Ampak ne samo inteligenco, bistrost, inteligenca, pa emotivna, pa vse skupaj. Sem ga to, ta fant pa. Ima potencial. Ne, jaz čutila sem, da se moja usoda A ne? tega momenta spremenila. A ne? In jaz grem na hodnik, sem, ker zdaj bo prišel k meni, ne bo se pa zlahka dal, sem rekla, malo bo blefiral. In točno to je bilo. Pride zraven, a greš v disko klubnico, in sem rekla, spoznavni večer letnika. Jaz sem pa že bila zmenjena z enim fantom, Aha, črnim. in sem rekla, grem. Prav, jaz pa ne bom šel. Točno, ker sem vedela, da bo. In pa sem rekla, mislim, svoja stvar, mislim, da greš ali ne greš. Sem kot otrok. In pol pa jaz grem s tem fantom, pride po mene, grejo tja, naročijo Coca-Colo, evo ti ga na vratih Janeza. Direkt za šank, vzame me za roko, prav, koliko si plačal pijačo, da ti vrnem. Aha. On prav nič, ne. In me zgrabil za roko in odpeljal in tako, ko veš, jamski človek. Ampak je bilo celo življenje točno to, kar sem v pogledu videla. Ampak, daj reč, ne? Ja. Da Nisem mogla brez njega sekundo, niti on brez mene. Pa težka žena sem, jaz nisem bila enostavna. Jaz, ko znorim, pa se razjezim, to še vsak beži stran. On se je samo smejal, prav, kako se ljub, kako se razjezi. Ampak, Imel je pač, a misliš, da je on da je bila ta kemija tudi toliko dobra zato, ker ti je dovolil biti ti? veš Ker kaj, ti nisi bila najbolj preprosta. nisem bila najbolj preprosta, sem tudi on ni, midva sva bila zelo podobna si. Midva sva iste, mislim, če smo v družbi bili, pa če en človek kakšno neumnost rekel, sem spogledala sva se. Imela sva iste, ne vem, iz iste substance sva bila narejena, zelo je inteligenten bil, pa na istem nivoju sva bila. Edino on ni bil prepričan, da sem jaz ta kaliber, ke sem. Ker moški imajo v karakterju, to jih je Bog tako naredil. Oni hočejo podrediti. Oni hočejo vladati.
In zdaj, jaz sem njemu bila izziv že ker ni bilo zlahka, ne samo z njegove, tudi z moje strani, midva sva se ful igre igrala, in 2 meseca je trajalo, predno sva začela hoditi, ne, ker je šlo od prvega dne za neke igre, to take ljubke igre, ne vsebinsko. In jaz sem pač, res bila tako bosanska žena. Družina čista, otroci že po vrtcih so govorili, kako dišijo lepo, oblekice mojih otrok, kako so vedno čiste, lepo negovane, to so se cedili sokovi, on je ogromno meni pomagal, jaz nisem znala fizično delati, niti je dovolil, da fizično delam. Tako da jaz ne poznam, kaj je zakon pa otroci, ker je on imel 4 roke, jaz pa samo 2. Tako da so neke prijateljice celo, ke so prišle k meni na obisk doma, povedale, kako Janez vse doma dela in čisti in pospravlja in da sem jaz njegova princesa, da so možje rekli, da Azri več ne boš hodila, da bomo še mi. Se boš take stvari naučila, Pol pa smo okužila. v Ljutomeru živeli, recimo takrat so bile plenice, jaz nisem nikoli plenic obešala. On je vedno zjutraj ob 6 pred službo, ob 6 smo začeli delati, obešal plenice in pol so ga v službi teli njegovi podrejeni, ki je bil takrat direktor izvoza že takrat, in so rekli: "Janez, sramoto nam delaš, nehaj obešati plenice, ker bomo še mi morali." Je rekel: "To je moja stvar, to se vas čisto nič ne tiče." Torej, nikoli se ni dal, jaz sem z njim bila doma in pol pa, ke je probal, ke sem jaz pač, pač v zakonu pride, da smo vseeno človeška bitja in ke neke privilegije, on si je mislil, ona je tako pridna, ona je tako naivna, ona je tako čista, pa je pač pač neki izzivi so tudi pred njim tam bili drugačni, in ker ni pričakoval on te moči, ke sem jo jaz imela zares v tej energiji. Recimo, ke se je on začel tam vedno je bil na direktorskem položaju, pa na uglednih firm, pa tiste tajnice, pa jaz sem se smehljala, nič ljubosumna pa nič, ampak jaz sem takoj na svoj način odreagirala, pa je prišla knjiga Za ovinkom zakona. In to pa ni tega ni pričakoval. Iz ene mirne, naivne, ljubke ženice, ampak to je bilo pogojno. Jaz sem ocean, ki je vedno vrel, in imela sem pač svoje vulkane od spodaj, samo on ni verjel, Da je to možno. da je to možno. In jaz nič nisem nikoli delala scen pa tega, jaz sem samo razumela, zakaj gre, in sistematično naredila povračilni, kako se v tenisu reče, udarec. Ja. Ampak, če bi ti bila zdaj neka ljubosumna, ne? Ja. In se metala ob tla in zahtevala zamenjavo od vseh tajnic, ki bi bile v naslednjih. Zakaj bi to delala? No, daj razloži mi, zakaj narobe reagiramo, ne? Zakaj bi to delala? Človek ima pravico, da se raziskuje. Meni pa ni treba prenašati njegove poti razvoja. Jaz imam pač Okay. A ne, mislim, prvo to. Drugo, ljubezen in dostojanstvo človeka terjajo, da vzameš, koliko ti drugi lahko da. In moja deviza je: vzemi, kaj ti lahko da, kar ti ne more dati, ti pa to rabiš, pa dobiš drugi. Mislim, jaz nisem scen nikoli delala, ampak jih tudi nisem dovolila, da se mi delajo. Čeprav moški se ne ozirajo, a dovoliš ali ne dovoliš, moški vedno delajo scene in so veliko bolj ljubosumni kot ženske. A sem lahko nesramen, ne? Ja. A bi rekla, da si zavestno vedela, da Janez se spogleduje ali pa prijateljuje, ali sem mogoče narobe razumel to razumevanje, ali samo to, da, ko si rekla, raziskuje? Nisem jaz, niti bi se jaz kdaj ponižala, nikoli, niti takrat, niti da bi jaz kaj zasliševala, spraševala, vohljala, bože sačuvaj, to ni moj način, to ni moj nivo. V odnosu vidiš. Aha. V odnosu vidiš, saj ti vidiš, Kaj žvižga drugače? Ne, če imaš ti seks vsak dan, recimo, Ja? pol začne se ta seks enkrat petkih, pol enkrat na mesec, pol rečeš, jaz pa rabim vsak dan, pol mu rečeš, jaz rabim seks vsak dan. Če ga ni, pripravi se, da bom drugje dobila to.
Svršena priča, prav zdi se ti utrujen, sem se ga ne zanima me. Da bom jaz njega spraševala, kaj je vzrok. Sem post festum pol izveš, Aha. ke greš skozi dvorišče, pa te 10 bab skače, direktor, direktor. Paše mu, domov pa pride, ti pa predpasnik mu daš, pa gre kuhat. Ampak, Status moškega, moški rabijo, da jih občudujejo, ne. ja. Ampak Ženske tudi, neskončno seksi mi je, da se lahko s tabo tako pogovarjam, ke se mi zdi, da je ta percepcija tega, da si ti to živela, veš. Ja, Jaz se mi zdi, da tudi, ke berem kakšne terapevtske stvari ali pa se pogovarjam z nekom, ke govorimo o neki teoriji, ne. ja. Praksa. Pa Ne morem te avtentičen vprašati, moraš biti, ne. toliko se spoštujem, da te ne bom vprašala, a imaš ljubico, Ne, ne, nikar. ampak bom pa vedela, Pa nimaš niti pravico ga vprašati, oprosti. Se nisi kupil od človeka, saj ni tvoj suženj. ampak kako, Azra, kako si na koncu dneva razložiti, daj mi to Pa razloži. zato, ker, zdaj pa pridemo tam. Torej, Jo, vedel sem, da te moram imeti, religij ni. ja, Torej, v času komunizma, ki jaz odraščam. ja. Jaz pa čutim, da obstaja, zdaj, da ne bo neskromno to izgledalo, ampak meni so vsi ljudje zdeli se nekam pod mano. In tudi so mi dali ime Važička, klicali so me Važička, da sem domišljava, ampak jaz nisem bila domišljava. Jaz sem samo želela nekoga, ki bi lahko z mano govoril, da me razume. In jaz sem rekla, ama to mora biti Bog, ker noben drug me ni razumel. In sva midva imela lepo komunikacijo. In jaz sem tako intimen odnos razvila s to višjo silo Okay. in sva se čutila in jaz sem se varno počutila. In pa sem že ta, recimo, če sem šla v šolo, sem rekla, daj, Bog, prosim te, da me danes ne vpraša kemijo in če me res ne bo vprašal, daj mi 4 pelesnico. In jaz najdem 3-4 pelesnice. Jaz sem razvila jezik med stvarstvom in to energijo in med mano. In ker me nihče ni strašil z Bogom, jaz sem razumela, da je to ljubeča sila, ki mene ščiti, ki mene varuje, ki se z mano pogovarja in ker sem prišla v Ljubljano, isto je bilo, za izpite, za družbo, vedno sem bila lepo sprejeta, tudi na fakulteti, najboljše ljudi sem imela za prijateljice in za prijatelje. In pol pa Janez je bil res najboljši, ker mi je lahko ta sila dala. Ampak je on samo moški in otrok je bil, 20 let je bil star, hitro je na položaj prišel, ker je bil talentiran in sposoben. In normalno, da so neke stvari pred njim se pojavljale. Ne, Ampak, čakaj. In jaz, ko se je to začelo dogajati, da sem jaz začela, da najin odnos ni to, in ko sem ga vprašala, če mi ima kaj zapovedati, on je rekel, ti in otroci ste varni in jaz ljubim samo tebe. In to ti si za mene kraljica in te obožujem, ljubim in to naj bi to bilo tebi dovolj. In sem si mislila, Boga ti, koliko si pametan, res. In sem si rekla, veš kaj, Bog? Takrat so mi 3-4 fantje dvorili tam, študija marketinga, eden pa to, luštni dečki pa taki. Zakaj, veš kaj, Bog? To, da noče z mano nič deliti, meni bi se pa zdelo fajn, da mi reče, ja, grem skozi to preizkušnjo gordo, ali pa nekarkoli. Sem rekla, zdaj bomo pa imeli, daj ti meni pošlji Bog nekoga, ki bo mene tako oboževal in ljubil, kot je Janez do zdaj. Zavrkava. Časna beseda. Niti 3 mesece ni minilo, je bilo. Ampak daj mi... Najboljša možna izvedba, ker jaz sem prepričana, prvo, da od najboljšega obstaja še boljše in da jaz zaslužim najboljše. Ampak dobro. Ampak daj mi reči, okej, razumem, vse razumem. Ne razumeš. Ne, se ne razumem, ja. Veš, če se ne razumeš, da komunikacija s stvarstvom je komunikacija mogoče tudi sam s sabo, potrebe tvoje, gordo. Jaz nikoli nisem se ustavila in obrnila. Ker nisem nikoli hotela počutiti se manj vredno ali pa nekaj. Jaz to jemljem vse, da življenje teče in prinaša. Azra, a se noter, prost, ko te prekinjam, toliko sem v bolečini zdaj. A res lahko razumsko
To ni razumsko, to je, veš, to moram pa res reči, ne gre razumsko, to je ego. Ljudje, meni in drug človek nikoli ni bil merilo moje vrednosti. Od otroštva mi ni bil drugi človek merilo moje vrednosti. Merilo moje, jaz se vedno sprašujem, kaj jaz hočem, kaj jaz potrebujem. In če jaz ne dobim, kar potrebujem, zakaj bi jaz trpela, ker ti meni to ne moreš dati? Aha. Ti si revček, ki meni ne moreš zadovoljiti moje potrebe. Torej, moje potrebe so večje, kot mi lahko ti to daš. Zakaj bi jaz zdaj trpela, on pa ne more to več, mene ne more več handlati. Pa to ni moj problem, to je v druge strani problem. Ampak, a je problem Ne. družbe, da imam issue z žensko, ki tako samozavestno, tako mirno, tako iskreno, tako čutno reče, sem pač poiskala ljubezen. Kaj bi te mogla po tleh se na kolena spraviti, pa jokati, pa reči, Pa prositi, zakaj pa? pa žrtvovati v bistvu. Pa zakaj? Če ti daš toliko, jaz pa toliko potrebujem, halo. A naj čakam, da boš ti zrastel, mogoče boš, se je. Ampak jaz se ne ukvarjam z drugimi ljudmi, jaz celo moje življenje se ukvarjam s sabo in s tistim, ki A lahko jaz peljem odnos, seksam tam drugje, intelektualno se pogovarjam tam nekje, družino imam tam nekje. ne, jaz nisem nikoli seksala, seks jaz ne poznam, poznam samo ljubljenje, oprosti. Aha, oprosti, okej, Mislim- wow, okej, zdaj sem Seks je spet. za živali Ja, in okej, za okej, tiste, ki razumem, se nadrogirajo, okej, napijejo in ki jim je čisto vseeno. wow. Kako sem jaz naučil? Ja, okej. Oprosti, ljubezenski akt je ustvarjalni akt in to počneš s človekom, ki ga spoštuješ, ki tebe spoštuje, najmanj toliko, koliko se sam spoštuješ, mislim. In to je prijateljstvo in ta energija se pač nikoli niti ne razdre, niti ne zgine, lahko se zmanjša, lahko se preoblikuje, ampak ne zgine, ostanete prijatelji ali ne ostanete, mislim, ponavadi ostaneš Ampak a povezan. jaz lahko sprejmem, da moj partner se ljubi nekje drugje? A je to? A če te to zanima, Aha, a te to sploh zanima? ja, porka malo pa mene. Zakaj tebe to mora zanimati? Zakaj ti ni dovolj, kadar sta dva, samo ta dva, Aha. to sta samo ta dva. In ko ti čutiš, da nista več samo dva, zakaj bi se ukvarjal s človekom, ki ni več, poiščeš novega, ki bo zdaj samo s tabo dva. Ja, se v bistvu je čisto Plus ena je dva, preprosto. 1+1 ne more biti 2,5 ali pa 3. Ja. Mislim, Zakaj smo pa pol toliko blesavi? ja, ego tripi, ljudje je žrtev svojega ega. On si hoče dokazati in si dokažeš zato, ker ti hočeš partnerju dokazati. Ma razumi, da ni razvit na tvojem nivoju, da ti da, ali pa je, pa ne vem, mene ta hip ne zanima to. Zakaj? Sploh ne, življenje je prelepo, da bi me zanimal eden človek, ki ne more hoditi moje korake. Ampak jaz tebe tako zelo ljubim. in Ne ti- ljubiš, ti ljubiš sebe. Ti niti sebe ne ljubiš. Glej, Mark, Ajmo odpočeti. ajmo odpočeti. Evo, konkretno, midva. Ja. Midva se srečava, ful energija, hočeva, v bistvu substanca hoče nekaj ustvarjati med nama. Ne? Okay. In zdaj seks je samo seks, kar rečete, recimo vodenje ljubevi, je samo dodatna stvar. To ni primarna potreba med nama, ampak to zraven pride. Sediš, pogovarjaš se, pobožaš se, prideš še do tega, prebudijo se te stvari, gor dol in pol ustvarjava, nosiva si knjige, razvija se odnos, ljubimo svet, dobro se počutiš, nisi sam v svetu, nisi sam v življenju. In to je tako močna veza. In pol naenkrat ti nosiš danes rjav pulover, jutri te zamika rumena barva. Pa jaz ne zanima me, kateri pulover tebe zanima danes obleči. Jaz smo šla, jaz hočem, kar jaz hočem, in zdaj, če ti to ne moreš več slediti in pratiti, pa ni Mark edini človek na tem svetu. Je še nekdo drug, ki lahko prati moje potrebe in interese. Ljudje pa delajo napako, ker rečejo,
Zakaj Mark več ne more meni dati to, kar bi jaz rada? In jaz zdaj trpim. Mark, lobotomijo ti bom naredila, ker mi ne moreš dati, kar jaz hočem. Kdo je zdaj tle nor? Mark ali jaz? Ampak, a ljudje sprejmemo pol kar, da je to tako? Zdaj sem poslušal enega terapevta, ki je razlagal o tem, da pač, eni ljudje pač ne seksajo, se ne ljubijo, ne? Dobro, tudi eni tudi seksajo. Ja, eni pač tudi to delajo. Večina jih v glavnem seksa, ne. Ampak ne morem v svoji glavi sprejeti, da bi lahko toliko zelo te imel rad, ne? Da bi lahko razumel, da ti rabiš nekaj več. Ne pomeni, da ti rabiš nekaj več. To samo pomeni, obstajajo ljudje, ki so monogamni. Recimo, jaz, ko sem z enim moškim, jaz sem samo z enim moškim. Jaz ne morem imeti dva moškega, da s njim spim, recimo. Ampak eni ljudje pa lahko ločijo, s tem sem v zakonu, njega ljubim, imam tam ljubimca tega, onega, tretjega. Jaz razumem, da je to možno, ampak potem ne boš z mano več spal. Jaz lahko ostanem tvoja kraljica, ikona, ampak ko ob poljubljenju z menoj želi poskusiti, naj gre to delati. Ne bom se pa zaradi tega ločila, jaz tega človeka ljubim. Ampak jaz iščem naprej pol partnerja, ki bo imela monogamno. Ni samo postelja, energija je. Pa kdo pravi, da lahko ljubiš samo enega človeka? Ti lahko enega človeka ljubiš na en način. Ti lahko vsakega, jaz vas zdajle, koliko vas je tle, vsak ima svojo energijo in svoj način. Eden je tisti, ki ti najbolj psihično paše. In v bistvu ljubiš se s človekom, ki ti mentalno ustreza. Ampak ti hočeš reči, da je v bistvu vprašanje ega, ko jaz ne morem prebaviti ali pa sprocesirati. Ja, definitivno, samo ego. Zakaj bi meni nek tip? Kaj pa to, ko te imam rad? To je že pa sebično. Pa sega imaš rad, vidiš, da je nerazvit, si tu svoj otrok je 5 let star, pa ne zna knjigo čitati. Pač ti je partner nerazvit, rabi igrače, a zaradi tega se boš sekiral. Veš, daj se sekiraš, ko ti denar odnese. Ampak takrat je problem. Zdravje in denar. 2 postavki, ki veljajo na tem svetu za mene. Če pa gre pa seksati pa... Kondome mu kup, da ti ne bo kaj... Da ne bo še drame, da ne bo še denarja treba deliti za... Ampak da bi sam povedal, a nikoli, Azra, nikoli nisi bila v stiski, nikoli imela notranjega boja, apropo tega razmišljanja, da je neka druga ženska lahko zadovoljevala neko njegovo potrebo. Ne, nisem, ker jaz sem 2-krat v življenju ljubila, na različne načine oba, ampak oba sta bila visoko, vrhunsko razvita, duševno razvita človeka, na visokem nivoju razmišljanja in galantnosti in širine, saj drugače vsak drug primitiven človek ne bi mogla napisati niti ene knjige, kaj šele to vse. In sem oba zelo spoštujem in zelo ljubim in zelo globoko odnos imamo, ampak ko enkrat moški ob meni zaželi z drugo žensko biti, izvoli pejt, ampak jaz ne sprejmem več tega nazaj. In noben ni mogel verjeti, da tako režem. Torej, ne zato, ker nočem, enostavno, to, ker če bi piramido gradila ali pa kupolo pa na pol poruši, pa ne bom več s tem človekom isto kupolo gradila, ker mi lahko na 3/4, ko pridem, zruši. Torej, pač ni zmožen do konca te kupole zgraditi. Ampak to ne pomeni, da 99% karakterja njegovega je zanič, zato ker na 1% slab ali ima neke potrebe, ali pa ima neke, kaj pa veš, mogoče neke perverzne stvari, ker ne more s tabo, ker te preveč spoštuje, da bi s tabo to počel, recimo. A pa on ne pupo te preč? Ne, jaz ne vem, zakaj, mene se bojijo, ne veš to.
Ja. Saj jaz se te tudi zdajle malo po tej oddaji. Ne. Ampak razumeš, kaj hočeš? Ne? Ja. Tako, všeč mi je ta tvoja neposredna iskrenost, ker se mi zdi, da tako zavijamo v celofan sploh govor o tem najbolj intimnem. A ne? Ja, Se mi zdi, da veliko lažje rečemo, da je ukradel nek denar, ali pa da je ne vem, kaj se je zgodilo, to, da je pa nekdo seksil z eno drugo žensko. Ja, so ženske, ki se palijo na to, isto kot moški. Recimo moški, če ti imaš vid, da imaš neki interes tam, ali pa ti drug duri, znori za tabo. Ali pa ženska ti pjovara, pa vsak dan drugo. Pa včasih rečem, Melo, a se ti zaveš, da lahko bolezen dobiš, pa to, pa uno, pa mislim, ene se palijo na to, jaz se ne, mene to ohlaja, mislim, mene to na tem področju zmrzne. Ampak, a ne bi ti mogla biti pol ena boga reva? Zakaj? A ni to en tak vzorc? Zakaj bi? Sej sam razmišljam, ne, če ni to tako, jaz sem zdaj boga reva, mož si je najdel eno drugo, ne, jaz grem zdaj v eno luknjo, temno, ne. Ti pa greš pa čez 3 mesece. Ne najdejo oni druge, oni samo bi radi imeli hareme, ker so pač v teh letih toliko potentni, pa ne, glej, če ti dobiš mladega fanta, on je še neizoblikovan, on sploh nima potrditve pri drugih ženskah, a je luškan, a ni luškan, ti si mu prva in to moraš vzeti nekako v zakup, ne. Jaz sem recimo bila v gimnaziji Zvezda, pa v Banja Luki, pa Lepotica, pa jaz sem lahko imela izbiro vsak dan, kako bi hotela. Janez mogoče ni imel, pa je prvič doživel, kaj položaj dobil. Saj veš, moški 2 stvari definirata moškega, spolni organ pa denar. In če... Kaj pa je bolj važen? Ja, oboje mora biti. Ali eno ali drugo, najbolj fajn je, da oboje. Ja. In zdaj, če si ti tak lep, krasen moški, imaš položaj, normalno ženske letajo, ker je, mislim, jaz osebno nisem nikoli gledala moške, ki so poročeni, vezani, to mene ni zanimalo. Jaz številka 2 nikoli nisem hotela vedeti, niti bi hotela delati greh nekomu, neki ženi tam. Moj mož ni imel nikoli relacije. Kaj to pomeni? Ni imel zvez. Aha. Če je šel na služben pot, karkoli, gor, dol, Rusija, to je veljalo v poslovnem svetu, da v Moskvi nedolžni poročeni možje zgubljajo nedolžnost, recimo. In jasno, da je premlad bil, da bi se on znal obraniti. In recimo, jaz sem prej čutila, ne da bi jaz bila užaljena, jaz sem prej pomilovanje, kako je slab, jaden, revček. Jaden. Pa ne si malo igral otrok, mislim, jaz sem jaka. Ampak res, a ti to danes govoriš? Ja, jaz to živim, jaz ne govorim ta drug, jaz sem samo ga videla na predstavi, razstavi in to sem z ovinkom zakona napisala. Razstava je prišel z drugo žensko, ki so mu jo vsilili, da jo mora peljati, ampak mi ni povedal. Če bi mi povedal, bi bilo vse okej. Ni povedal, drug dan je imel ključ v kasteljcu in nikoli več. Ker me ne zanima, enostavno ne zanima me. Če nekdo ni sposoben sfurati projekta, kakor ga je velikopotezno vesolje zastavi, to pomeni, da ni usojeno, mene ne zanima, jaz sem taka, meni je zelo žal, da sem taka. Jaz bi rada bila drugačna, ne da bi se pomilovala, ampak nimam talenta za samo pomilovanje. Jaz bi rada gradila, jaz bi rada ustvarjala vsakič boljše in vsakič drugače, ker meni se poraja energija, jaz se nam spotaknila za to na eni stopnički, če se malo zamaja, preskočiš, greš naprej. Ampak... Ali pa če vzamemo filozofsko. S prvo ljubeznijo sem dobila 2 otroka in čudovito življenje. Recimo najin odnos z Janezom zadnjih 14 let je bil pravljica, ker je on pol dozorel. A z drugim busom? Z drugim, tretjim, ni važno. Okay. Dozorel in vidva sem imela to pravljico zadnjih 14 dni, ki sem jaz pričakovala, da bi bilo od začetka. 14 let misliš? 14 let. In druga božja milost, ki mi je dala to eno čudovito lepo bitje, je duhovno razvito in nežno in tako noro strast, sem pa dobila knjige. Torej, Bog ima vedno v rezervi in jaz to verjamem. Če jaz ljubim življenje in če jaz spoštujem, da mi je dal zdravje,
da mi je dal dovolj denarja, da ne rabim skrbeti, a bom plačala položnico, ne. In če hočem jaz izživeti kreativnost, torej mi bo vsakič dal nekaj boljšega, nekaj bolj popolnega, nekaj bolj kompletnega, da bom jaz lahko izrazila na način hvaležno stvarstvu, da sem sploh ustvarjena na tem svetu. Ne bom se spotikala na ljudi, ki mi jih daje. Ljudi so samo sredstva, da izpolnim svojo potrebo, da ustvarjam nekaj lepega in krasnega, da je vredno tega stvarnika, ki mi je to življenje dal. A misliš, da sem sebičen, če ne razmišljam na ta način, da s tem, ko želim sam nekomu pripadati, ali pa ko mislim, da mora ta drug tudi meni, samo meni pripadati, a sem zaradi tega sebičen, Nisi ti ali ne sebičen. razumem ta prave Ti si ljubezni? normalen, ne, ti zelo razumeš, samo ne razumeš, da on ni vreden tega. On, ki ti to ne da, ni vreden tega. Ker Da ti bi- ni dorasel. Mhm. Ni dorasel tvojim potrebam. In ti moraš to razumeti. Ne, ti s tabo ni nič narobe. Un revček ni dorasel do tega, del veličine tega projekta, da vidva ustvarjate tako veliko lepo stvar. Torej ni dorasel. Odpusti mu, da ni dorasel. Ne pomeni, pojdi naprej, glej, kdo je dorasel. Nekdo je dorasel. Mhm. Ne, to ni sebičnost. Mhm. Ti se samo zadržuješ, tukaj, če hočeš dele na silo, da je iz tega kavča, iz blaga usnje. In ti reč, hočem, da je usnje, hočem. Pa ne more, blago je. Prav Mark, blago je. Ampak hočem usnje. Pa ti nisi normalen človeč. Če hočeš usnje, pojdi v trgovino pa kupi usnjeni kavč. Ne moreš izsiliti iz človeka, kar ti ne more dati. Nisi ti napačen. Ampak on ti to ne more dati. Napačno je, da ne dojameš, kaj ti nekdo ne more dati. Mhm. In ne moreš iztisniti malinov sok iz pomaranče. Ne, daj mi še, ne morem te spustiti. Moram še to. A smo mi kot ljudje malo zamešali te vloge, moški-ženske, moško-ženskih vlog, moško-ženske energije, a veš? A se kdaj razmišljaš, ne? Enkrat si mi rekla, Janez je ultimativen moški, a ne? In se je meni zdelo, wow, ne, ne, a veš, ne, dvakrat, trikrat sem ga srečal, ne, in sem se zmeraj spraševal, ne, a si ti ta premočen lik v tem odnosu, a si ti dovoljevala njemu biti ta močen lik, a je on dovolil tebi, ne, da ti nisi rabila biti. Meni se zdi, da zdajle malo mešamo te energije, a veš, da ženske postajate tako zelo. Ne, jaz sem zelo ženstvena in to. A res? Ampak a se ti ne zdi, da si samozadostna? Ne, kako Ne. ti lahko, to so floskule moderne dobe, človek bi rekel globoke države, da čim bolj nauči, da je samozadosten sam posameznik, ker ga lažje odstreli. Pol ne bo niti metka rabo za rastlino odrezati. Ljudje rabimo ljudi in nihče ni samozadosten. Ti si lahko mentalno samozadosten. Da recimo imaš neke vrednote, imaš svoje afinitete, da te zanima, da si zgradiš svojo profesionalno strukturo, kar tebe zadovoljuje. Ampak jaz na kavču, ko gledam film, želim imeti toplo roko ob sebi. Objem ob sebi želim imeti. Jaz sem tudi monogamna in želim imeti vezo, da je samo on, samo jaz. In da to je najlepše, kar lahko, samo to je kreacija za dva ful razvita človeka. Jaz pravim, velike ljubavi so za velike ljude. To ne može, da ima svako, mislim. Samo koliko je teh velikih ljudi, koliko je razvitih ljudi, da so zmožni te globine odnosov, to je malo, to je bila Dali pa njegova ta gala ali kaj, recimo. Obstajajo, ampak če ni namenjeno, je pa kaj drugega namenjeno, mislim, ne spotikati se treba o to. Zdaj, če smo ženske samozadostne, to je totalna novodobna beseda, ki je podtaknjena in manipulativna. Prvo obremenijo žensko in moškega službami po cele božje dneve. Niti se ne vidijo.
pol pa v službi ti je tista sodelavka ali pa sodelavec bližji kot tvoj partner. Pol se ločijo, pa se sploh ne vejo, zakaj so se ločili. Pa daje pomen temu seksu toliko velik pomen, da družine razpadajo zaradi njega. Ljudje začenjajo piti, gor, dol, vse to. Ženska je otovorjena kot mula v današnjem času in ni ona prevzela te vloge. Usiljena je živo te nateral, razumeš? Tečna, zoprna, dere se nad otroci, zja nad možem, kje je njej do seksa ali pa do ljubljenja človek može. Ljubljenje je akt, to je tantra, to treba sveča, šampanjec, okolje. Kdo ima zdajle 2-3 otroke čas za to? Kdo bo sveče kupoval, no? Kdo bo sveče kupoval? Kdo jih bo prižigal? Torej, mi rabimo eni druge. Moški in ženska ali pa vloga, energija moška, ženska. To je vse glupo. Če bi Bog hotel, da moški ima žensko energijo, bi mu dal, da ima žensko energijo. Če bi Bog hotel, da žena ima moško energijo, bi jo dal. Jaz nisem žarnice v življenju obrnila in zamenjala, zdaj sem jo na Tenerifih mogla, ker nikogar ni bilo. Pa sem kaj vse to pa da je lojtre, pa sem kaj da je malo poglej, kako sem bila ponosna, da sem zamenjala žarnico. Pa jaz sem ženska, ženstvena ženska. Če pa moram nekaj narediti, bom naredila. Sem pa močna osebnost. To nima veze z mojo ženskostjo. Osebnost močna je zdrava oseba, ki nima, torej, zdrava oseba. Zdravo je tudi to, kar si prej naštel. Zdravo je ljubiti enega človeka, biti z enim človekom, graditi z enim človekom. To je kot ena nebotičnik od 100 nastropi in pa vzpenjati se skupaj. Ne morejo vsi, ne dohajajo te, torej moraš se sprijazniti, da če te ne dohaja, ne smeš mu zameriti. Ampak zakaj pa pol ne spusti takrat? Zakaj pol ljudje? Pa še mu, ker je vedno eden vedno več da in da unke bolj ozaveščen več. In unke manj ozaveščen, ni nor, da se odpove takmu človeku, ker takih ljudi je zelo malo in so nenadomestljivi. Janez je bil srečen z tabo. On je bil nor name in srečen z mano, ja, ampak vsak je lahko z mano. Ti si luda, da pravi. Z mano je lahko vsako srečen. Ob meni je čisto vsak lahko srečen, ker vse dobi, nič ne terjam. Samo ocenim, koliko mi zadostuje, koliko mi. Azra, ob letu te povabim ponovno. Se mi zdi, da zdaj konc leta čakava knjigo. Ja. Prav zgodba o tem, kako zelo velika ljubezen je bil Janez, ne? In se mi zdi, da če ne prej, takrat spet prideš. Ja, je bil inteligenten in je videl, kako on je mene že zdaj pol razumel, da veliko sem močnejša, zgrajena bolj, kot si on to lahko mislil. In me ni hotel na noben način izgubiti in je hotel. Dvoril mi je do konca življenja, ki je videl, da se mi ne bi nikoli izgubil, ker on je bil tudi nenadomestljiv, ampak polepšala si mi dan. Sicer sem razumel, da je organ pomemben, da je denar pomemben, to sem si naučil. Pa, dragi moj, žarnice bom menil šele, ko bova na Tenerifih. Moji prijatelji zavi me, da ti podarjajo en darilček za to, ker si bila moja gostja. Hvala lepa. Azra, želim ti polno življenje, boš videla, da boš poskrbela zase. Mislim pa, da to tudi znaš in da si čista prava. Hvala ti, ko si ta dan preživel. Kakšna strast. To se mi zdi, da v življenju šteje. Prijetno te je bilo videti. In vidiš, ko energija nikoli ne zgine. Evo, točno tako, kot sva takrat se pogovarjala. Želim ti še enkrat se zahvaliti takrat, ko si rekel, ni važno, koliko si stara in kako izgledaš, ti si Azra Širovnik. Fucking Širovnik bi zdaj rekel. Tako da, evo, z užitkom in z veseljem sem prišla v tvoj svet. Hvala ti za vse.